Lep pozdrav, najlepša hvala, da ste se udeležili današnjega dogodka. Posebno zahvalo bi izrekel za začetek gostom. Z nami so Jože Pedamjan, poznate ga kot enega redkih progresivnih ekonomistov v naši državi in avtorja bloga Damjan Pita.org. Potem na njegovi desni je Matej Feguš, v javnosti je znan kot podjetnik, direktor podjetja Donar, ki je neke vrste pionir pri nas. Namreč to je prvo podjetje, ki je, ne prvo, ampak eno izmed prvih, ki je uvedlo 6-urni delovnik za svoje zaposlene in nam bo predstavil prakso. Ob njem sedi Peter Pregl, on je predstojnik katedre za psihiatrijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani. On nam bo predstavil predvsem psihofizične vidike prekomernega dela in seveda neke koristi skrajševanja delovnega časa. In pa potem na moji desni sta še Eva Matjaž, ona je programska vodja prostora, v katerem se trenutno nahajamo, torej kreativnega centra Poligon, sicer pa raziskovalka novih ekonomij in drugih področjih, ki nam bo predstavila teoretski pogled na to politiko. In pa na skrajni desni je Ajda Pestotnik, prav tako raziskovalka različnih družbenih vprašanj, od javnega dolga, od rasti, ekologije in bo v bistvu predstavila nekoliko širši pogled, tudi koliko razumem skozi ekologijo, na skrajševanje delovnika v naših časih. Jaz bom za začetek podal kratek uvod v to, kako smo do te politike prišli. Zdaj, če ste brali koncept, ste opazili, da smo na začetku v njem napisali koncept programske konference, da je najbrž najvplivnejši, najslavnejši ekonomist 20. stoletja John Maynard Keynes leta 1930 pisal nek tak nekoliko futurističen esej o ekonomskih perspektivah naših vnukov, kjer je predvideval, da se bo do leta 2030, se pravi 100 letih od takrat, ko je pisal, produktivnost na Zahodu povečala toliko, da ne bi ljudje delali samo še 15 ur na teden oziroma 3 ure na dan. Zdaj najprej treba mogoče stopiti korak nazaj in se vprašati, kako je prišel do tega izračuna. Po eni strani je precej zadev z rastjo produktivnosti, tam je enostavno vzel tedanje trende in pač rekel, če bo šlo tako naprej, se bo produktivnost povečala za 4 do 8 krat, kar se tudi zgodilo. Pri skrajšanju delovnika se je pa uštev in sicer iz dveh razlogov. Eno je, da je nekoliko pomešal dva pojma, se pravi želje in potrebe. On je pisal v bistvu o tem kot želje in potrebe kot v isti stvari, ampak če gremo nekoliko iz Marksa, ne, pač želje oziroma potrebe so tisto, kar izhaja iz želodca, želje so pa tisto, kar izhaja iz glave, kar se je seveda kasneje izkazalo. Drugo, kjer se je uštev, pa je, da je on gledal takratni standard recimo višjega, srednjega britanskega razreda, kjer ni bil edini, ki je v bistvu ocenjeval, da je nekoč, ko neko blaginjo imaš pa dovolj. Ne. Slavna pisateljica Virginia Woolf je recimo rekla v njegovih časih, bila je tudi njegova prijateljica, da je za človeka, da spodobno živi, dovolj lastna soba in 500 funtov letno. Se pravi, takrat je ta meja, ki so jo gledali, nekako obstajala. No, po Keynesovi smrti so se stvari odvile precej drugače, kot vemo. Produktivnost se je povečala tako nekako, kot je predvideval. Delovni čas se je pa nekoliko skrajšal, ampak je šel v njegovih časih so ljudi delali približno 50 ur na teden, čeprav je že takrat Henry Ford začel leta 26 skrajševanjem časa na 40 ur, se je zdaj recimo skrajšal na cirka 40 ur, mogoče kakšno manj na Zahodu, odvisno od države. Tukaj je zanimivo, Nemci recimo delajo precej manj, kot delajo Grki ali pa Italijani. Mislim, da je letne razlike cirka nekih 500 ur, kar je nepar delovnih tednov. No, kakorkoli. Do resnega skrajšanja, kakršnega je predvideval, ni prišlo in sicer iz dveh razlogov. Prvi je, da se je izkazalo, da želje v nasprotju z njegovimi prepričanji niso omejene, ampak so neomejene.
in da kapitalizem lahko ustvarja potrebe. Lahko so to čist materialne, po drugi svetovni vojni se pojavi hladilnik, pa pralni stroj, pa avto, pa televizor in tako naprej, ki so gnale potrošnjo. Kasneje v naši potrošniški dobi pa so lahko že v bistvu povsem fiktivne. Ne? Imamo doma že polno omaro srajc, pa še zmer pač na socialnih omrežjih pač gledamo, katero bomo še kupili na razprodaji. Se pravi, v tem smislu je to postalo neomejeno in to je pač eno gonilo neskončne rasti. Drugo gonilo pa je, recimo temu, občutek relativne prikrajšanosti. Se pravi, jaz bi ga tako povezal. Večja, ko je neenakost v družbi, večji, hujši je ta občutek. En naš član iz Kranja je enkrat rekel nekako takole. Naši starši, ki so živeli v recimo temu egalitarni socialistični družbi, so imeli za cilj v življenju svojo hišo, avto, vredno službo in to je bilo približno to. Zdaj, v naših časih, ko je neenakost eksplodirala, pa se pojavlja hujši občutek prikrajšanosti in sicer, kot je rekel naš član, moja generacija ne mer več na svojo hišo, ampak mer na svojo vilo in svojo jahto. In temu nekako tudi pritrjuje statistika. Nedavno so delali raziskavo v ZDA, ki je pokazala, da kar 50% milenijcev, se pravi približno moje generacije, računa, da bodo enkrat v življenju postali milijonarji in kar četrtina te milenijske populacije računa, da bodo to postali že do svojega 40. leta. In to je pa pač drugo, ne, pač ta, kako bi rekel, nenasitnost se tudi v tem smislu pač odraža v stanju naše družbe. To ima seveda za posledice številne negativne učinke. Eno je vse daljši delovniki, ki jih novi kapitani industrije ali pa novi čudežni dečki kapitalizma tudi na veliko promovirajo. Šef Tesla Elon Musk je recimo zapisal, da še nihče ni spremenil sveta v 8 urah, kar je bil jasen signal, pač kako ne bi delali, predvsem njegovi zaposleni, pa tudi drugi. Na drugem koncu sveta, kjer se nam pojavlja azijski tip, kitajski tip kapitalizma, pa je njegov ustreznik Jack Ma, on je lastnik Alibabe, to je recimo temu kitajski Amazon, uvedel kar delovnik, ki se imenuje 996, kar pomeni od 9 do 9, 6 dni na teden. In ga je v bistvu svojim zaposlenim tudi predstavil kot neke vrste blago, ne, ker je rekel, samo pač res elitna peščica ljudi je sposobna delati od 9 do 9, 6 dni na teden in kdor je to zmožen, pač je lahko vesel, ne, da ima ta dar. In tudi pri nas so ti trendi se že začeli kazati, sploh po krizi. Mislim, da povsod na zahodu, bral sem tudi, da v Britaniji, čeprav se je pojavljalo zmerno skrajševanje delovnika nekje do leta 2008-2009, se v zadnjih letih povečuje. Razlog pa je seveda stagnirajoče plače, se pravi pač plače, ki ne dohitevajo več inflacije in zato delajo več. Drugi razlog je prekarizacija. Pri nas so v Zvezi svobodnih sindikatov naredili raziskavo, ki je pokazala, da kar 70% vseh njihovih članov zaposlenih javlja, da delajo več, kot je zakonsko predpisana omejitev nadur, medtem ko verjetno vsi, ki ste prekarci ali pa poznate prekarci, veste, da je pri prekarcih dostkrat ta meja med delom in prostim časom že povsem pobrisana. In to tudi na nek način postaja pač naše življenje, ko ta to-do list, se pravi seznam pravil, ki ga moramo narediti v službi, končamo, pač obrnemo nov list, nov to-do pač za prosti čas. Se pravi, smo povsem upreženi v neko prisilo produktivnosti. Zato se zdaj pač odpirajo vprašanja, kaj storiti. Pač vprašanja se dotikajo številnih strok, zato smo tudi povabili toliko široko paleto gostov. Vprašanje je seveda po eni strani čist zdravstveno, psihološko, se pravi, koliko ljudi zmoremo, kaj je zdravo, kaj je za družbo zdravo. Po drugi strani se pojavljajo vprašanja, ni mogoče čas, da v tej potrošniški družbi, ko imamo hiperprodukcijo vsega, začnemo razmišljati o neki bolj racionalni proizvodni in porabi in krčenju delovnega časa in o tem, da začnemo dajati poudarek na nekem kvalitetnem prostem času.
Sočasno se pojavljajo seveda pač okoljski zadržki do modela neskončne rasti. Vemo vsi, da na planetu z omejenimi viri in omejenimi zmožnostmi neomejena rast ne more iti v nedogled. In pa ne nazadnje se pojavlja vprašanje povsem praktične narave, se pravi, kako to izvesti, tako na politični ravni kot v konkretnih podjetjih. Jaz mislim, da imamo danes tukaj nabor gostov, ki lahko kompetentno predstavijo pogled na situacijo in bi mogoče jaz kar tukaj končal, pa besedo predal prvemu odgovorcu, to je Mateju Pegošu, direktorju podjetja Donar, ki bo predstavil stvar podjetniško-praktičnega vidika. Ja, moj prvo stajte zmer črn, pa to bom jaz povedal, to je pač naš predstavitveni pitch, ki ga delamo posod tako našim večjim kupcem, pa na kakšnih predstavitvah. Gre pa predvsem za to, da si sploh ljudje lahko predstavljajo, zakaj prije do tega. Za mene je 6-urni delovnik nekaj čist naravnega, kar prinese pri jasni strategiji podjetja, kako, zakaj, na kakšen način to počnemo. Treba povedati, da že zdaj uradno v Sloveniji velja 37,5-urni delovnik, ker bi bila polurna marca všteta v delovni čas. Tako da tukaj zelo veliko razlik ni, dejstvo je pa, da po zakonodaji trenutno sploh ni možno skrajševati delovnega časa v smislu, da bi potem pokojninska doba tekla za poln delovni čas, oziroma je tega toliko manj. Logično je pri nas bilo predvsem to, ker smo podjetje obstaja 30 let, zadnjih, jaz ga vodim več kot 15 let, zadnjih 10 let smo predvsem prisotni na skandinavskih trgih, v Avstraliji, v Angliji, v Združenih državah Amerike. Največ smo se naučili pač v Skandinaviji, tam je delovni čas zelo zanimiv, predvsem kako ljudje delajo. Delamo pa to, pač za nas je pomembno, da načrtujemo družbeni učinek. Brez tega, jaz trdim, da vsa podjetja bi mogla biti po tej definiciji socialna podjetja, se pravi, da bi mogla delati za družbo, ne za posameznika. Tukaj imamo še kar nekaj za narediti. Dejstvo je, da Maco, kar je naših oblikovalcev, s katerim smo delali, to je tak zelo simpel kod. Pač stvari morajo biti simpel in preproste, ko se stvari lahko zgodijo. Kako to počnemo? Tisti, ki še niste slišali za design thinking, samo ena taka hitra definicija, vse skupaj gre skozi empatijo, ki je ključna. Najbolj pomembno je pa, kako to počnete, mi to počnemo pač z neko tako metodo, kjer v prvem delu analiziramo vse, to je od produkta, storitve, procesa, komunikacije. Seveda tukaj spadamo tudi vsi ljudje, o čemer se vsi pogovarjamo. Razlika pa samo v tem, da v prvem delu, kjer ni še nič, zelo veliko analiziramo, se zelo veliko pogovarjamo in pa tudi rešitve pridejo bistveno boljše, natančne. To pač je eno provokativno vprašanje, ker upam, da vsi veste, mogoče razen gospoda Grimsa, da pa ni demo, ne pa ste. In mi smo se pač na določeni točki sprašvali, zakaj se moramo odločati med ekologijo, med okoljem, ekonomijo, zakaj ne bi iz tega naredili pač našega posla. In logična posledica vsega je tudi naša strategija, kako razumevamo, kaj počnemo in predvsem te tri ključne točke. To je edino, kar je zapisano v naši strategiji. Se pravi, vse, kar počnemo, primarno pogledamo čez prizmo okolja, sekundarno potem čez prizmo družbenega učinka in še na tretjem mestu je uporabnik. Tukaj sem imel z marsikjerim ekonomistom kar žgoče debate, ker pač customer is the king. Pa jaz zmer povem to tako, če bi imel kdo infarkt, pa bi mogel narediti bypass, bi tudi doktorju rekel, da je mi raj po levi strani narediti, kar na lepši paši, kako desni. Mi se s tem ukvarjamo že 30 let, kot sem rekel, in zato predvidevamo, da smo strokovnjaki in da mi lahko narekujemo smernice, tako da tudi mi smo trend followerji, pa hočemo biti trendsetterji in iz tega je potem dodana vrednost samega podjetja v ljudeh in so tudi zato pomembni. Imamo pač tudi nov bullshit strategijo, ki je zelo enostavna, pač ničesar ne skrivamo, ne branimo se, če nas napadamo, ampak vsako povabimo v debati. Tale je najtežja, ker nenehno tehtamo, kjer stvari so pač
dobre ali slabe. Dejstvo je, da popolnosti nomo nikoli dosegli, se pa lahko zelo približamo in pač tale zadnja je med mladimi najbolj popularna, kar mi rečejo, samo ne štekaš, ne ja, pol mi pa razlož. Tega se zelo držimo tako med zaposlenimi, kot na ven govorimo s strankami. Dejstvo je pa, da smo v tem, kar počnemo, zelo srčni, zdaj pa šel zelo na hiter. To je en tak portfelj izdelkov, po katerih se vidi pač, kaj približno počnemo. Ključno je to, da smo veliko pred drugimi začeli delati, kar jaz rečem, tehnološko pohištvo, se pravi neko pohištvo, ki ima vgrajeno tehnologijo, ki vsakodnevno uporabljamo, in sekundarno, da smo se začeli ukvarjati z materialom, ki je odpadek. Tale je najbolj znam temnega, lahko vidite, mislim, da Eva, to je bil številka 2, ki je bil narejen, tako da nekoč morda nekje, kako že gre. Smo pač naredili nekih stvari, po katerih smo poznali. Takole zgleda naš marketing, zdaj ne vem, bo to delal, ampak mislim, da bo brez zvoka. Marketinška strategija, to je posnetno zelo enostavnim fotoaparatom na sejmu, kjer se predstavljamo in potem iz tega tudi pokažemo, kako ljudje doimajo naše izdelke in potem jih tudi tole poslikamo, predstavljamo, da se ve, sploh mediji nas imajo zelo radi. Tukaj da tudi kaj slabega piše, ker nikoli nisem dal prevesti. Tole pa tisto ključno, kar zdaj počnemo in posledica tega, kar počnemo, da uporabljamo odpadek za materiale, da tudi skrajševanje delovnega časa, ker ko se enkrat začneš ukvarjati s produktom pa z materialom, so v zadnji zmerno ljudje in pri nas enostavno dogaja, da so poleg poklicnih bolezni, ki nam jih ne priznajo, začeli ljudje enostavno pregorevati. Tudi jaz sem dejansko zastopnik koncepta odrasti, o čemer bo Ajda bolj več povedala. Mi smo imeli že 15 zaposlenih preko 5 milijonov prometa, zdaj ga imamo 1,5 milijona s čisto drugačno dodano vrednostjo, z manj obremenitev, ljudje so v dveh doma pri svojih družinah. Imeli smo 2 alkoholika, ki sta dejansko spala v avtu, da so jih žene ven vrgle in smo jih pa tudi skupaj v podjetju, ker delujemo, bom rekel, kot ena malo večja družina, spravili nazaj na pravo pot, kar se temu reče, tudi z otroci je bilo kar nekaj težav, da so odraščali brez staršev. Praktično tega zdaj ni, ljudje so bolj zadovoljni, mi pa pač, ker delamo izdelke na ta način, moramo celostno predstaviti, kako podjetje deluje in če na eni strani daješ produkte, ki so okoljsko skrbni, moraš skrbeti predvsem tudi za ljudi. Zato me sem takole malo hiter, da se boste predstavili, kaj pač sploh počnemo. Brez ljudi ni nič, zato je pač nam ključno, da bomo tudi v prihodnje delali zelo veliko na izobraževanju ljudi. Treba povedati, pa nas so zaposleni tudi sam dokončano osnovno šolo, kot tisti, z magisterijem. Razlik ni. Tudi moram reči, da razmerje plače 1:1,5, kar je mogoče nedoumljivo v tem sistemu, ampak na koncu to tisto, kar ustvarjamo, vsi razdelimo skupaj vsi približno enako. Je seveda odvisno od tem, koliko je kdo prispeval, kdaj je kdo prišel, od tega se držimo. Predvsem pa tisti, ki so starejši, želimo, da ostanejo v podjetju tudi po času, ko bojo že zreli za penzion. Predvsem, da bojo svoje znanje lahko delili naprej, ker to je ključno za podjetje. Tako da, hvala. V
da je tudi nam v Poligonu dal 40 stolov, ko smo začeli, ko smo odpirali. In stoli v takem delovnem prostoru, kot je Poligon, so ena najbolj ključnih zadev. Pa ne govorim o teh plastičnih, ko večino od vas zdaj sedi, ker na teh ne bi mogli recimo 6 ali pa 8 mož sedeti in delati učinkovito. Tako da, dobrodošli v Poligonu. Ne vem, koliko dobro ga poznate, ampak večinoma je Poligon poznan kot delovni prostor za samozaposlene. Potem pa večerni čas imamo ponavljati take izobraževalne dogodke, kot je ta, pač razne teme. Ampak ena taka bolj znana stvar od Poligona je pa mogoče ta, da imamo v bistvu zelo močen tudi ta raziskovalni del. Ker imamo ogromno svoje lastne produkcije in program, ki ga razvijamo sami, se ponavljati tiče nekih tem, ki nas zanimajo. In novi koncepti dela, v bistvu vse, kar je povezano z delom, s procesom dela, je ena takih ključnih stvari, ki jih raziskujemo. Ne? In jaz sem v Poligonu programski vodja, tako da imam ta privilegij izmišljevanja, kaj bi radi delali. In v bistvu se že od vsega začetka, odkar sem začela delati kot raziskovalka, to se pravi 15 let nazaj, skozi ukvarjam s tem presekom nekje. Drugače sem psihologinja po izobrazbi in sem bila vedno na tem preseku poklicev pomoči pa gospodarstva, ne, pa tukaj iskati neke sinergije, ne, pa v bistvu odgovarjati na razno vprašanje. Tako da, ena prvih takih večjih raziskav sem delala je izgorelost na delovnem mestu, potem sem šla pa v bistvu raziskovati naprej alternativne modele bogatstva. Tukaj na polju alternativnih modelov bogatstva je noro ene dobre vsebine in seveda pa tak prvi ključen, drug model bogatstva, ki ga imamo, je čas. To, da raziskovanje tega denar, čas in v bistvu ena taka zanimiva tema. In v kontekstu tega sem raziskovala tudi nakupovalne diete, kako zmanjšati pa spreminjati potrošnjo. Kar se tega raziskovalnega dela tiče, je v bistvu taka ključna zadeva, ki smo jo potem naprej delali, vse, kar je povezano s samozaposlenimi pa prekarstvom. Pa veliko se ukvarjamo tudi s raziskovanjem potencialno ustvarjalnih skupnosti. In ene pol leta nazaj smo gledali, kaj je bilo še fino, kaj se lotati, neke nove teme in je bilo tako, ja, valjda, krajši delovniki. Krajši delovniki so izjemno zanimiva tema, no? In zdaj, recimo, mogoče sem edina tle, ker sem bolj specifično v tem noter, pa bi vas malo pripeljala čez razne koncepte, no? Tako da dobimo en okvir za razpravo, ko sem se z Lukom pogovarjala. Nimam prezentacije, zaradi tega, ker se mi zdi tako, da ne bomo zgubljali časa s tem, ampak kaj je moje izhodišče, no, danes? Da delo zares ne deluje dobro. In ga je treba v bistvu najti načine, kako za marsikatero skupino mi delo izboljšujemo. In če pogledamo, najprej za koga ne dela delo dobro, ne dela za revne zaposlene. Ravno zdaj sem gledala zadnji podatek, mi imamo skoraj 70 000 ljudi v Sloveniji, ki delajo, pa ne zaslužijo za osnovne življenjske stroške. To je v bistvu 7% vse delovno aktivne populacije, to je ogromna cifra. Potem delo ne deluje za samozaposlene, to je ta naša primarna skupina, s katero mi delamo. Zdaj pa bodi si, ne vem, lahko rečemo, v Poligonu imamo mi dve skupine, eni, ki so zares v prisilni poziciji, eni so pa tudi samozaposleni, zato ker so se oni sami odločili za to. Ampak ni važno, kaj je razlog od zadaj, vsi bi mogli imeti osnovne delovske pravice. Lansko leto smo delali recimo na to temo konferenco, ki smo jo poimenovali status samoobremenjenega in je bila namenjena v bistvu raziskovanju možnosti, kako bolniške, vsaj bolniške dobiti, mislim, za vse samozaposlene. In potem, kaj je problem samozaposlenih? Skozi so stalni pripravljenosti, ni nekih fiksnih delovnikov, ali imaš dela preveč, ali si podzaposlena, skozi so neke take težave. In pa raznih nekih socialnih varovalnih. In potem, zdaj recimo sem delala pred kratkim globinske intervjuje s samozaposlenimi. Zanimivo je to, da se mi pojavil problem najprej, ko začnejo delati, ko so iz faksov in grejo, recimo, dobijo suspenzijo za samozaposlitev, pa grejo samozaposlitev. Najbolj v bistvu problematična je ranljiva skupina poj pride, ne vem, okrog 35 leta, ker takrat samozaposleni ponavadi kar podaljšujejo vse te življenjske odgovornosti, to se pravi, kasneje imajo otroke, potem, da ne govorimo o vsem teh kupovanju nepremičnin, če si jih lahko prvošajo in tako. In potem tam okrog 35 leta stres, ki se nabira,
pride do tega, da so prve bolezni, prva taka kronična stanja, no, stiske, in ljudje začnejo takrat biti v bistvu veliko bolj pesimistični glede svoje pozicije. Ne? Tako da, v bistvu, rečemo, za samozaposlenih iz velikih vidikov ne deluje delo dobro. Potem imamo pa eno skupino, ko mogoče ni najbolj očitna, za katero ne deluje delo, ampak tudi ne preveč dobro, in to so zaposleni in delodajalci. Ne vem, kako ste zasledili en tak zanimiv podatek, ampak bolniške odsotnosti v Sloveniji naraščajo. Ne? Kar pomeni to, da so stroški za zdravstveno blagajno. Ne? Zdaj, ne vem, za lansko leto je podatek 350 milijonov evrov se plača za bolniške odsotnosti in delodajalci pokrijajo ta prvi mesec, imajo manjši strošek, ampak je skoraj isto. To se pravi, da govorimo tukaj o grobem okrog 600 milijonov, ki gre v bistvu denarja za bolniška nadomestila. To je ogromen podatek. Zanimivo je pa še to, da poleg tega, če to prevedemo v številke, koliko delovnih dni na račun tega izgubimo, je to 600 000 delovnih dni v Sloveniji, ki izgubimo samo na račun številk. In to so take zelo veliki stroški, ki jih v bistvu lahko pa neverjetno z skrajšnimi delovniki v bistvu z bolniške odsotnosti lahko zelo zmanjšamo. No, pa je začela skupina, kaj so vsi benefiti krajših delovnikov, bom potem povedala, ampak še ena skupina, za katero delo tudi ne deluje dobro, so ženske. Tukaj jaz podatkov nimam za Slovenijo, ampak me pa presenetilo za Veliko Britanijo. Ne? Kaj to pomeni druga izmena, ki te čaka doma dela? Koliko je to? 26 ur povprečno na teden za Veliko Britanijo je cifra, ki naj bi jo večinoma ženske, govorijo to okrog 70%, naj bi to delo partnerno ženske upravljale doma. Zato je v bistvu potem velikrat tudi to posredno, zakaj ženske zaslužijo manj. Zato, ker na ta račun oni že v bistvu jemljajo krajše delovnike ali pa imajo več delovnih izostankov, pa zaradi tega manj priložnosti za napredovanje. Ne? In v bistvu krajši delovniki bi lahko pomagali v bistvu tudi ta gender gap pri delu v bistvu zmanjševati. No in ena pomembna stvar, ko se jo je Matej že dotaknil, delo zares ne deluje za okolje. Ne? In viri so končni in veliko podjetij ali pa veliko gospodarskih panovih je takih, da v bistvu prehitro črpa končne vire, in zato za ceno tudi visoka ogljičnega odtisa. In ta vidik, da delo ne deluje za okolje, je eden najpomembnejših. Imamo še neke druge vprašanja, recimo problem avtomatizacije dela, kako v bistvu, ali bomo res imeli manj služb ali pa ne. Tudi to je tukaj nek odgovor v krajših delovnikih. Ena zadeva je zanimiva, recimo zadnjič sem se pogovarjala, pa tudi to ni kar tako za pomest kot preprogo, ker je tudi to en take vrste v bistvu stres lahko potenciala. Koliko ljudi se čuti, da nima smisla v tem, kar dela. Je zanimivo. Mi imamo tukaj v poligonu polovico, to smo se kaj prej pogovarjali, preden smo začeli razpravo, polovico ljudi, ki delajo tisto, kar radi delajo, pa so podplačani, potem imamo pa ogromno nekih programerjev. In ko smo se pogovarjali zadnjič od zunaj, sem rekla, pri nas pa plačilo ni problem. Problem, ki ga imamo s celo zadevo, je to, da naši programerji sploh ne najdejo smisla v tem, kar delajo. Tako da delo res ne deluje za marsikoga, ampak zakaj je pa v bistvu rešitev mogoče v krajših delovnikih. Kot pravim, ta tema je mene res pretegala in potem smo se povezali z enim angleškim think tankom, Autonomy Works se mi reče, in oni so v bistvu skupaj še z eno angleško organizacijo, New Economics Foundation, letos januarja naredili prvo celovito raziskavo v krajših delovnikih. The Shorter Working Week se ji reče. In ta raziskava je zaradi tega zanimiva, ker so šli čez vse te spektre problemov, ki sem jih zdaj omenjala. Gledali so, v bistvu so iz sveta potegnili en kup enih dobrih praks, ki delujejo, ki so bile merjene in so dali skupaj neke številke. Poleg tega pa ne ostanejo samo na tem teoretičnem nivoju, ampak se zelo ukvarjajo z implementacijo. Tako da se v bistvu oni tudi s tem ukvarjajo, kako neko podjetje, neka organizacija glede na svoje specifike bi najboljš lahko del prve eksperimenta krajšega delovnika tudi uvedla. In, ker pravim, da smo se nekako poštekali, sem vesela, pa bi vas tudi povabila, 18.6. bo eden izmed njih tukaj, Kyle West,
in bo on več povedal o svojem delu. No. Ker se mi zdi, če razmišljamo v Sloveniji, da bi se lotili takih sprememb, se mi zdi, so zelo uporabni neki strokovnjaki, ki se s tem že dalj časa ukvarjajo. Zdaj pa ne vem, Luka, 2 minute filmček imajo oni, a lahko pokažem tako, ker se mi zdi zanimivo, kaj so posneli, ker oni skupaj delajo te dve organizacije, tudi vodijo kampanjo 4-Day Week campaign in so v bistvu zelo uspešni. Medijsko so v zadnjih 2 letih naredili zelo boom v Angliji, veliko več, mislim, imajo ogromno nekih podjetij, ki so jim že začeli prisluhati in so začeli implementirati prve eksperimente. In to je pa nek tak promo video, ki ga oni, sam če mi niso oglasili, zdaj mislim, da bomo mogli spet iskati ta film, če se je oglasili, če nam prvo prej. Vsaka sem nekaj. Si že tukaj. Na tak res enostaven pa kratek način razložil se skupaj. What if I offered you and friends an extra day off a week, but you kept the same pay? Stop dreaming, you might say. How would we get everything done? Well, actually, recent trials have proved it. Productivity increases when working hours are reduced to a 4-day, 32-hour week. Fine then, but forget it. You'll never manage to change something as entrenched as a 5-day week. Well, no, wrong again. The number of hours we spend working has varied dramatically throughout history. The 5-day-a-week model for full-time work has only been dominant for 50 years. Before then, workers were toiled for up to 90 hours a week, but they fought for change and they won. Change happened then and it can happen now. The current system is broken. We are less productive than our European neighbours despite working longer hours. But it's not just the system that is broken. We are breaking too. The amount of time we spend in work is literally making us sick. According to government statistics, a quarter of all working days lost in 2018 was the direct result of overwork. Research shows, as you'd expect, when we are healthy and enjoying our lives, we actually perform better. A 4-day week would also redistribute the available secure work to those who desperately need more work, reducing unemployment and underemployment. Another benefit would be to gender equality. Women currently do 60% more than men for crucial but unpaid work like caring for children, other relatives, and most of the everyday domestic chores. A 4-day week would provide the time to help balance this out. We want to change the culture of work. We want a society where health and well-being come first. We want to work to live rather than live to work. This change can begin now. Demand a 4-day week. To je recimo ta kratek video, se mi zdi, da dobro urišel vse neke benefite. Jaz bi se dotaknila samo parih stvari in še to skozi neke primere. Produktivnost ni povezana z dolgimi urami dela, raziskave tudi temu poročilu noter. Najbolj smo učinkoviti nekako prvih 5 ur dela. Kaj se potem zgodi? Potem se zgodi ena druga stvar. Produktivnost opade, poveča se pa število možnosti za napake pa poškodb na delovnem mestu. Tako da tudi to, kar je prej recimo Luka rekel, tukaj so oni tudi, ne vem, če ste videli noter, ki je bila en grafa, gledali so primerjavo med državami z največjim družbenim bruto proizvodom in tistim, ki imajo največ delovnih ur, ni pozitivne korelacije. In torej se vprašaš, v bistvu države v Evropi, ki imajo krajše delovnike, to, kar je prej Matej recimo rekel, da so se učili veliko od Skandinavcev, to so Skandinavci, pa Nemci so tudi dosti nizki, so v bistvu ene po teh kriterijih najbogatejših držav. Tako da zdaj pa je čist konkreten primer. V Edinburghu je Toyotina tovarna in tam so se odločili, da bojo šli na 6-urne delovnike. In te 6-urnih delovnikov so tako naredili, da so jih imeli od 6 zjutraj do 12, ta druga izmena pa delala od 12 do 6. In iz tega prvega eksperimenta je v bistvu ta Toyotina tovarna rekla, da bojo v bistvu ostali v tem. Zakaj? Zanimivo. Produktivnost se jim je zvišala in sicer za 14%. Potem pa druga stvar, ki je bila res zanimiva, pa to, da se jim je dobiček po teh kriterijih, ki so jih pač mi prej primerjali, za 25% dvignil.
Ampak pa so pa še taki skriti plusi, ki jih mogoče direktno v te, niso to cifre, na katere najprej pomislimo. Kot zaposlovalci ti v interesu, da tvoji delavci ostanejo par tep, zaradi tega, ker si vložil kar nekaj denarja v njih. In kaj se je kar naenkrat zgodilo njim, so jim delavci veliko manj dajali odpovedi, zaradi tega, ker je to bil en dodaten plus, da imajo oni krajše delovnike. Potem še ena stvar se jim je zgodila, ker so kar naenkrat skrajšali delovnike, so se jim izpadali te ljudi izven konic vam prometnih. In so imeli kar naenkrat več časa, manj časa so porabili, da so šli v službo pa nazaj. To se ti zgodi, takrat si pionir, potem, ko grejo vsi na krajše delovnike, ta plus odpade, recimo. In to se mi zdi en tak zanimiv eksperiment. Potem drug eksperiment, ki se mi zdi zanimiv tudi iz tega momenta, kako lahko na ravni država pomaga, da se več podjetij tega loti. A to odmevam, če tega mikrofona med sabo, ko me jaz posnetim pika. V redu. No, spet smo še vedno na Švedskem. Tudi v enem domu za ostarele so se odločili, da bojo delati preizkus krajših delovnikov. Zakaj je zanimivo? Najprej so oklevala, grejo ali ne, potem se je pa občina odločila, da bo dala subvencijo, če bojo dala 6-urne delovnike ljudi, da bo subvencija pokrila zaposlovanje tehnologov to se pravi te ljudi zraven. In kaj se je zgodilo? Pozitiven učinek tega eksperimenta, ki traja kar 24 mesecev, to je tudi ena stvar, kar dolgi morajo biti te eksperimenti. Ne, imate koliko časa naredili? Pol leta zdaj. Ja, no, recimo, oni so delali to 2 leti in kaj se je zgodilo? To je bilo predvsem to tehnično, mislim, medicinske sestre so šle na te krajše delovnike, prej so imeli veliko več bolnišk in je bil strošek bolnišk. Potem, ko so pa v bistvu to izvajali, so pa v bistvu tih denar, ko so ga oni dali za subvencijo teh novih ljudi za zaposliti, je bil v bistvu manjši od tistega, kar so jih prej stale bolniške. To se mi je zdaj zanimivo, pa kje se je predvsem poznali? Pri starejših zaposlenih, tisti, ko so recimo v zadnji tretjini pred upokojitvijo, predvsem tam so v bistvu boljše počutje zaznali. Tako da ta švedski primer je super, rekla bi samo to, včasih mediji ful narobe poročajo, ker rečejo, ja, delali so ta eksperiment in so ga končali. Če je to iz strani države narejen, je ta eksperiment seveda omejen in je omejen zato, da se potem implementacija naredi. Firme, ki pa imajo to svobodo, pa recimo ta Toyotin primer, oni so šli pa samo naprej v tem, ne? Tako da je to malo drugače. Potem ima samo en tak primer iz Utaha, ki je v bistvu samo, gledamo tukaj lahko okoljske benefite. Oni so šli takrat, ko se kriza začela v Utahu na ravni teh državnih inštitucij, na eksperiment 4-10. Torej, ne govorimo o krajših delovnikih, ljudi so delali 10 ur, pa 4 dni v tednu. Zakaj? Imeli so blazne probleme s tem, zdaj se jim, da imajo prevelike stroške, da bi radi zmanjšali stroške v firmah, pa predvsem kakovost zraka je bila slaba v mestih. Kakovost zraka in so oni s tem, ko so commuting zmanjšali, so pač izboljšali v bistvu to. Ampak je pa v bistvu tako, če greš na 6-urne delovnike, tega ne boš dosegel, transport bo še vedno isti. Če greš na 4-dnevne delovnike, pa lahko govorimo o nekih okoljskih učinkih. Ključni okoljski učinek, ki se dogaja, če greš na 6-urne delovnike, se govori o tem, da greš v bistvu na nižjo ogljično potrošnjo. Oni govorijo o tem, da dejansko ljudje manj kupujejo hrano, recimo, hodijo ven jesti, imajo manjšo kontrolo na tem, kaj se dela, pa si sami kuhajo. To je recimo ena taka stvar. Jaz bi samo tako rekla, ni samo omejena nizkoogljična potrošnja, to je treba spreminjati v glavi. In jaz sem recimo delala eno raziskavo na kupovalnih diet in sem eno leto pozvala ljudi, ki so zelo mehen trošali. In to je tudi en tak zanimiv uvid, ki sem ga jaz imela sem pa skupine iz celega sveta sem gledala, kako to delajo. Oni so res, da manj trošali, niso pa manj zapravili, ampak so dajali v bistvu več denarja za boljše produkte. Tako da se mi zdi, da vedno ta dilema, če zmanjšamo potrošnjo, bo to zagotovo pač, tok denarja bo še vedno. Zdaj pa vprašanje to, a se lahko ljudje, mislim, v tem primeru so mogoče lahko boljše nakupne odločitve delajo, več pa bo še tako. Tako da zdaj, druga stvar, ki bi vam samo še rekla, en primer, in samo še ta primer, ki se mi zdaj zanimiv. To je pa čisto primer iz državne pošte v Angliji, Royal Post. Oni imajo pa tudi eno tako zanimiva zadeva, ki so začeli 2018 uvajati, od 2015 so se pa pogajali.
Pošta je res drag sistem avtomatizacije paketov uvedla, 20 milijonov funtov so dali za njega. In kaj to pomenilo? Kar naenkrat so ponudili boljšo storitev. In res je bilo v bistvu veliko več naročil so dobivali, ljudje so veliko bolj to storitev uporabljali, pomenilo pa je to veliko večja obremenitev za poštare. In tukaj so v bistvu sindikati bili tisti, ki so izpogajali za poštare, in se ta prednost avtomatizacije pravično razdeli med delavce pa delničarje. In rezultat teh pogajanj, se pravi, bila so dolga, bila so pa tudi uspešna, leta 2018 se zaključa, zdaj so šli na 35-urne delovnike. To je super dober primer. In rekla bi samo to, ni nov koncept krajšanja delovnika, dela se to, v bistvu, že Roosevelt je pri veliki gospodarski krizi, so uvedali oni krajšanje delovnikov zato, da bi zmanjšali brezposelnost. In takrat so imeli oni res veliko brezposelnost, 25%. Sicer so oni uporabljali nek tak trd mehanizem, ki se mi zdi, da v današnjem času ne bi prišel skozi. Oni so ob tem, da so firme prostovoljno navajali na to krajšanje, zato da bi pač več ljudi zaposlili, so hkrati imeli negativno kampanjo in so spodbujali bojkot tisti, ki se niso odločili za to. To je nekaj takega, kar se danes ni smiselno vajati. Je pa zanimiv ta primer Francije, ki so oni leta 1998 že hoteli, v bistvu država pač zakonsko hotela uvajati to, da bi šli na skrajšanje delovnike iz 39 na 35, ampak kaj oni tle niso predvideli? Zelo dobro so predvideli to, kako motivirati podjetja. In tukaj so jim ponudili davčno olajšavo. Tistim, ki grejo v eksperiment, pa bojo teparni. Kje so pa zafrkani? Niso pa pomislili, da moraš tudi druge momente regulacije uvesti. In moment regulacije, ki je res pomemben, je ta, da kaj se ni zgodilo. Tisk, kar je slabo. Pritisk na delavce je bil večji. To se krajši odmori, bolj strukturirano delo in kaj se je zgodilo. Če se vrnemo nazaj na produktivnost, o kateri sem govorila na začetku, utrujnost se ni zmanjšala. In če ti ne zmanjšaš utrujnosti, ne boš imel večje produktivnosti. Tako da v bistvu so neki primeri slabe prakse ali pa poskusov, tako kaj jaz mislim, da smo v tej fazi, da ne bo vsak poskus uspel, ampak so pa pomembni ravno zaradi tega, ker že vemo, kakšne neke stvari ne delujejo. In meni se zdi, da iz 3 stavke mislim, da je krajši delovnik smiselno pa možno uvajati, ampak je vprašanje kako. In jaz mislim, da je to ful dobro, da se najprej odpira prostor za debato, in da se dajo na plan strahovi, ker se mi zdi tako, da meni pa logično, da delodajalce strah, zakaj on tega ne počne. In predvsem je pa treba razmišljati, kako se to od zgoraj na vzdolj uvaja, ker je tle lahko država zelo pomembna enabler, na kakšen način v bistvu pomaga, da se v bistvu neka sprememba zgodi. Po drugi strani se pa tudi zavedati, da niso vsa podjetja enaka. In imajo podjetja pač različne narave, delajo različne potrebe, delajo s čisto različnimi imajo čisto različne outpute, in to eksperimenti bi mogli biti daljši, se mi zdi, pa predvsem podprti zmerjenjem. Tukaj sem pa razmišljala o eni bistveni stvari. Ves čas govorimo, da družbeni bruto proizvod ni pravo merilo neke napredka družbe, ampak ko se mi ukvarjamo s tlele, kako bi postavili neko merilo za merjenje učinkovitosti tega novega koncepta, je treba isto široko razmišljati. Po eni strani je treba meriti, te čist najbolj osnovne stvari, produktivnost, stroške, bolniške odsotnosti, emisije, karkoli si pa zadamo, nesreče na delovnem mestu, ampak hkrati pa treba tudi mehke vidike, dobrega počutja ljudi upoštevati in se mi zdi, da bi se dal, ampak se mi zdi, da so krajši delovniki vezani na spreminjanje kulture dela. In to ni lahko. V bistvu je to ta koncept, ki je kar obsežen in mehki koraki bo preveden. Tako da se mi zdi, da če pa govorimo, da treba kulturo dela spreminjati, pa v bistvu na splošno treba tudi kulturo preživljanega prostega časa tudi spreminjati. Tako da nisem mogla. Hvala.
pogovarjali. Najprej, sem vesel, da ste tukaj. Luka me je malce preslepo svoje povabilo na tole vaše srečanje, predvsem s tem, o čem se boste pogovarjali. In moče niste najbolj primeren, da sem tukaj z tega vidika. Luka je sicer rekel, da sem progresivni ekonomist, ampak še vedno sem konzervativen, da se začnemo te stvari pogovarjati, v bistvu ne moreš ti vrni svoje kože. Imam dvoje krati. Ne moreš ti kot ekonomist vrni svoje kože. In pač, ko pomislimo o krajšnjem delovnega časa, jaz začnem razmišljati seveda o tem, o produktivnosti, o stroških, in ne grem plan iz tega. Spravi, miselni koncept je zelo ozek z tega vidika. Ampak to še ne pomeni, da zadeva ni izvedljiva. Prav zaradi tega, da se malo o tem, da pokažemo, da zadeva ni neizvedljiva, se šel malo skozi zgodovino samo pogledati, pa sem naredil kratko tabelo, ko se je ta zgodba začela dejansko. Veste, tam po industrijski revoluciji, po iznajdu parnega stroja, pa po začetku industrializacije, smo imeli tole zgodbo tukaj, ker je bil v Angliji delovnik dolg 50-16 ur poprečju, ponekod celo 18 ur, dokler ni prišlo do teh velikih uporov pa štrajkov in so potem pač morali prisilno delodajalci zmanjšati delovni čas in so bili delovniki zelo dolgi. Potem se je začelo to gibanje na začetku 19. stoletja za 8-urni delovnik, zelo dolgo je trajalo. In potem so Robert Owen, ki si poznamo še zgodovine, se pravi, najprej se je vzemal za 10-urni delovnik, potem je predlagal 7 let kasneje, predlagal 8-urni delovnik in potem je zadeva bila zelo krvava. To prvo obdobje, prva polovica 19. stoletja, bila izjemno krvava, štrajki, policija, vojska, ki so se spravili na delavce. In potem Anglija prva popustila pred tem, da so vsaj za otroke in ženske skrajšali delovni čas najprej na 12 ur, potem pa na 10 ur, tako naprej, tako da se je začel pozitiven proces. Kasneje so druge države temu sledile, pravi, Francija je bila prva, ki je šla na 12 ur za vse, ampak to je bilo še 6 dni. Da bi svobode so bile delovne in to je še globoko v 20. stoletju so bile še svobodne delovne, pa drugo polovico 20. stoletja. In potem imate tukaj malo zgodovino, kako se je ta zadeva počasno razvijala, se pravi Nova Zelandija, Avstralija, tako bo danes eksperimentirata z krajšim delovnim časom, s 30-urnim, so takrat ponekod so eksperimentirali z 8-urnim. Potem pa Urugvaj, mislim, da je bil prva država, ki je to uvedel kot splošno, nacionalno, spravi zakonodajo so sprejeli, da je 8-urni delovnik sprejet, ampak 6 dni še vedno. Potem so pa se bile druge države, sploh se je po prvi svetovni vojni se je takrat zadeva začela zelo hitro razvijati. Takrat so učinili, da je ena konferenca vseh teh gibanj za skrajšanje delovnega časa. Potem so Francija, Nemčija so hitro potem uvedle krajši delovni čas, se pravi 8-urni. ZDA se je zadeva sicer začela zelo zgodaj, že 1868, ampak najprej so uvedli samo za tiste, ki so bili zaposleni v zvezni administraciji. In to se je potem valilo, potem vse do Roosevelta, do New Deala, ko so potem uvedli zakonodajo o skrajšanju, splošno skrajšanju delovnega časa na 8 ur. In potem, seveda, ko smo prišli do tega, se je po drugi svetovni vojni začela borba za krajši delovnik, se pravi za 40-urni in potem za 30-urni delovni čas. Vmes je prišel Keynes s svojo idejo, ki je bila kot vedno zelo progresivna in recimo za nekatere utopična, ampak ne je pravo osnovi, Luka ga je zelo lahko povzel, to njegovo knjigo, Tataracki-Delskega. V bistvu je zadev glede produktivnosti, glede vsega, edino glede tega je malce zgrešil, ali bomo pripravljeni na to. Mislim, da v glavah je to nekaj problem. Tehnologija nas v bistvu ne onemogoča, tukaj vmes nekako tudi počal kasneje, potem tehnologija ni tista, ki je obviralni faktor tukaj. Problem so te obstoječe norme, ki jih imamo. Nam se danes, meni kot ekonomistov, zdi to outrageous, se pravi, tam v bistvu globoko moram zjeti sapo. Ampak zadeva, v bistvu, če tako se prepustiš temu in začneš o tem razmišljati, v bistvu ni nemogoče. Tako da v bistvu zdaj imamo ta gibanja tukaj dol, Francija je prvo 7-urnik bil odvedla, ni bil čisto uspešen, kot je kolega se zelo nekako povedala, to še ne pomeni, da se tudi manj delajo od tega. Nemčiji imajo zdaj preobrat bil lani, nemški sindikat IGM je dosegel, da lahko zaposleni, ki imajo majhne otroke, 2 leti delajo skrajšani delovni čas, se pravi 28 ur, ta možnost je. Potem imate pa en kup pilotskih projektov, trenutno celo v Amazonu, čeprav Bezos jaz ne verjamem, gledam, kako je špona, vse posod tukaj ne verjamem, je po mojem podobno kot Francija, ampak še malo bolj. Ampak
poskušajo te zadeve eksperimentirati s tem in fajn je to, da se to počne. Zdaj pa z ekonomskega vidika so različni razlogi zdaj proti, se pravi, za so seveda, jasno, zelo jasni razlogi, se pravi, da se poveča zaradi tega produktivnost, lahko, ker so ljudje pač bolj sproščeni, ljudje so bolj zadovoljni na delovnem mestu, bodo raje delali manj bolj zostanka, tako da se v bistvu v končni fazi, če nekdo pride, če nekdo na mesec manjka 2 dni manj, se tudi produktivnost poveča. Torej, v bistvu, ta zadeva je koristna, poleg tega to omogoča ljudem seveda potem več prostega časa, večjo osebnostno nas, da se posveti družini in dejansko z družbenega vidika ta zadeva tudi pozitivna. Je pa seveda po drugi strani so pa trendi, ki pa gredo neodvisno od nas, skoraj da neodvisno od nas, so pa demografija, se pravi, da stagnacija rasti prebivalstva, pa celo nazadovanje kot na Japonskem in pa seveda ta robotizacija. To sta pa dva procesa, ki ene strani imate manj delovne sile na voljo, torej bo treba nekaj tukaj narediti, skrajša delovni čas, ljudi ne bodo imeli pač, ne bodo dovolj zaposleni. Na drugi strani robotizacija omogoča, da jih nadomestimo. In seveda je potem problem, ko se vidimo naslednje slajde, kako to zadevo urediti. Kontra seveda, to je klasičen argument, vseh, ki jim boste rekli, sploh pa gospodarska zbornica in tako naprej, družbenih delodajalcev. To bo seveda bi naj zmanjšalo outputu, če se produktivnost ne bo spremenila, jasno, z vsi proti, in pa povečajo se stroški. Recimo, hipotetično, če bi mi šli zdaj na 32-urni delovnik, se pravi, da bi imeli en dan več tedno prosto, bi lahko delodajalci zaposlili enega več. Zdaj se to sliši, da na prvi pogled ni za njih razlike, ampak je, zato imaš eno delovno pogodbo več, s katero se može odgovarjati, stroški za njih, administrativni in tako naprej. In v bistvu z vidika stroškov za podjetja je to večji strošek. To je treba vedeti. Ni to enako, ne možeš kar seštevati delovnikov. Se pravi, z tega vidika je pa seveda, lahko imeli pa več zaposlenih, več ljudi bi bilo delo. Ampak zdaj, ko smo začeli v obdobju polne zaposlenosti, je to za sedanje trenutku je to manj aktualno delo. Zdaj pa je to utopija, ali ne? Je ta zadeva izvedljiva? Zdaj imate dve opcije tukaj, se pravi, ena je, da se delovnik skrajša ob tem, da ima nižjo plačo. To najbrž ni tak problem in delodajalci ne bi imeli težave s tem, razen da se jim drugi stroški povečajo, ker morajo več drugih ljudi dobiti. Se pravi, tukaj je majhen učinek na stroške delodajalcev, če z tega vidika gledamo. Problem bo pa seveda, pa bomo imeli dovolj delovne sile, ki bi nadomestila te, ki bodo zdaj en dan manj delali na teden, ali pa 2 uri manj in tako naprej, če ima podjetje določene pogodbe, predvsem v industriji. V bolj kreativnih industrijah, storitvenih industrijah je to manjši problem. Znam, tudi se pa vezan na industrijsko proizvodnjo, je pa to malce večji problem, ker rabiš seveda več delovne sile, razen če jih nadomestimo z roboti, avtomatizacijo. Potem druga stvar je pa seveda tole, to je pa seveda najbolj sporno, delodajalci v tem pomerili, se pravi, krajši delovnik pa ohranimo isto plačo. To bi rekel, da to vse ne izgljivo, se pravi, da se to v tem bi se povečali stroški, jasno. Če postane kreativnost enaka, se povečajo stroški, ki moraš več ljudi pripeljati noter. Je pa to zadeva izgledljiva, če pač enostavno se določeni delovni procesi avtomatizirajo, še bolj, robotizirajo, potem pa itak ne potrebujemo toliko delovne sile in smo počasi v Keynesovem svetu, leta 2040, kjer je ta zadeva načeloma izgledljiva. Je pa res, ker ta bitka bo tukaj relativno seveda ostra in seveda levica se je spet dala nekaj letno novo, da je začela to področje odpirati, nihče ne bo tega pozitivno zrl, razen tukaj, da še mogoče koga. Ampak, a je ta zadeva izvedljiva? V bistvu, konec konču, če tako pomislim, ko sem se o tem spraševal, mislim, da zadeva relativno hitro izvedljiva z tega vidika. Namreč, treba počakati, ko se bo ti pilotski projekti izvedli, vedno večji bo, vedno večji ozaveščen štiri delodajalcev, potem vprašanje, ko smo imeli prej primer, donarja, je bo tega vedno več, skušali bodo in tele učinki, pozitivna spoznanja dne se bodo razširila in potem bo seveda tudi velik pritisk na ostale na javno mnenje, pa na ostale podjetje, da se to uvede.
In po drugi strani imam pa te dve zadeve. Se pravi, zadeva je z tega vidika, ker je tehnologija to še zdaj dopušča, brez problemov. Se pravi, po drugi strani, demografija pa to zahtevala. Problem je tukaj edino glede tega, glede tehnologije, pa tukaj je bilo tudi malce sindikati, malce imeli težava, oziroma z tega vidika. Že zdaj imamo problem z roboti, kaj bomo počeli, prihodnost dela, če nas bodo roboti nadomestili. V bistvu tukaj smo eni schizofreni situaciji. Po eni strani hočemo imeti delo, pa se bojimo, da roboti vzamejo, po drugi strani pa radi manj dela. Tukaj bo potrebno neka odločitev. To je proces, ki bo trajal nekaj časa, ampak mislim, da je zadeva relativno hitro izvedljiva. In tukaj bom dal eno tako oceno, ne vem, kako zdaj kažejo trendi, da je zadeva v bistvu izvedljiva, vsaj kakšni izmed različnih držav zelo bi se izvedel. Možno je, ne bi bila kakšne hude napovedi, kompetenci. Mislim pa, da je bil svet bistveno dražen. Tudi zame, trenutno moj delovnik je 18-20 ur na dan, razen pokojadam, ali pa smučam. Ampak takrat bi pa seveda bistveno bolj nastavno. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Malo bom o stresu govoril, verjetno za stres ste že slišali. Da je kdo tu že doživel. Zdaj sem sprašal o deliriju, pa bi hotel gledati dvigati roke, da se skeptično. Malo bomo o vplivi stresa. Zdaj, kaj je stres? Stres je v bistvu odgovor organizma. Naš organizem lahko se ga predstavljamo, tudi naš srednji živčni sistem kot en računalnik, ima neke inpute, potem da nek odgovor ven. Kaj se tam vmes dogaja, si lahko bolj ugibamo ali pa nekaj malega že lahko tudi poznamo s sodobnimi tehnikami. Stres in stresor. Stresor je dražljaj, ki prihaja, se pravi tisti input, nek dražljaj iz okolja in potem je naš odgovor organizma na stres. Se pravi, kako se bomo prilagodili na neko spremembo v okolju. Stres ni nujno, da je vedno negativen. Recimo, stres je lahko tudi, če zadenete na loto, pa ne boste vedeli, kam z denarja, lahko stres. Pa ne boste vedeli, da je to potrošiti, pa kam naložiti. Pa da bomo vprašali, ekonomiste, kaj s tem početi. Stres sam po sebi ne predstavlja lahko tveganje za samo zdravje, razen takrat, kadar je zelo hud ali pa kadar traja predolgo. Načinoma, kadar se pojavlja negativna čustvena stanja, kjer se pripravlja naše telo na boj ali beg, takrat je stres najverjetneje že škodljiv. Če se bo to zgodilo enkrat, ko bomo srečali medveda, ne bo nič hudega, če se bo to dogajalo vsak dan v službi, bo verjetno problem. Težave ponovadi nastanejo takrat, kadar je stresor prevelik ali pa kadar je odpornost posameznika na to premajhna. Se pravi, kadar je porušeno to ravnovesje med stresorjem in pa odgovorom organizma. Nas lahko stres ubije? Lahko, ja. Bomo videli malo kasneje. Ko smo izpostavljeni stresu, se naše telo, kot se pri naših prednikih, se začne odzivati. Imamo par sistemov in je ta hitri preko živčnih prenašalcev, se pravi, v nekaj sekundah se lahko odzovemo na nek nevaren stresor v okolju. Zraven tega pa se začne še ta hormonski odziv, ki je sicer nekoliko bolj počasen, vendar pa bolj dolgotrajen. Predvsem preko nadledvične žleze, sproščanju stresnih hormonov, kot je recimo kortizol, ki potem zopet vpliva na osrednji živčni sistem. Potem imamo pa še ta hitrejši odziv, locus coeruleus in potem simpatični avtonomni živčni sistem, ki pripravi naše telo na boj ali beg. Vplivi so različni, od vpliva na imunski sistem, kar je zlasti problem pri dolgotrajni izpostavitvi stresa, kjer se lahko pojavljajo avtoimune bolezni, se pravi, telo začne napadati sebe, ne bo se pa moglo ustrezno braniti proti nekim škodljivim bakterijam oziroma virusom iz okolja.
Potem so razni mediatorji, ki vplivajo v tej poti, ki vplivajo lahko na apetit, na spanje, na spolnostno, pojavljanje anksioznosti in podobno, se pravi vseh kupenih odgovorov v organizmu, ki se v tem pojavi, in potem tudi ta preko noradrenalina, tako kot slišimo tisti adrenalinski športi, čeprav so noradrenalinski športi bolj proči, se vidimo iz neurobiološkega vidika, ki privede do tega, da se poviša krvni tlak, prihaja do povišanja glukoze, kolesterola. Če se to nekajkrat zgodi, ni nič hudega, če pa to traja dlje časa, ali pa da telo celo ugotovi, da nima smisla več se vračati v neko stacionarno stanje, ampak je bolj, da imamo tlak razpoj zvišan, potem pa se nastopijo težave. Vpliv stresa, se pravi, imamo tisti akutni vpliv, ki se ponavadi na tej čustveni sferi kaže z anksioznostjo, z nekim strahom, pretiranim strahom ali pa neupravičenim, neustreznim strahom in potem tisti dolgotrajen vpliv stresa, kjer bo posameznik postopno izgublja to bitko s stresorji in kjer gre potem v neko fazo pasivnosti, ki se lahko razvije vse do depresije in do nekih trajnih okvar v srednjem živčevju. Tukaj je primer, kaj lahko naredi akutni stres. Gledali so, kaj se je zgodilo med potresom v Los Angelesu. Takrat je nekaj ljudi umrlo zaradi samih posledic stresa. Gledali pa so tudi, kaj se je zgodilo glede nenadnih srčnih smrti. Povprečno 4,6 srčnih smrti na dan je v Los Angelesu. V času stresa, ki je bil izpostavljen, so bili izpostavljeni 10 do 20 sekund, je umrlo 24 ljudi v tistem dnevu. Potem pa se je ta statistika zopet vrnila na prejšnjo, še celo nekoliko nižjo. Glede izgorevanja, to je ena subklinična kategorija, se pravi sindrom izgorelosti, da se piše o tem, nima svoje šifre v mednarodni klasifikaciji bolezni, se pravi nekaj relativno slabo opredeljena skupina raznih težav, ki se pojavljajo, ampak nekje izčrpanost, neučinkovitost in pa cinizem so recimo tiste poglavitne skupine, ki različni avtorji uvrščajo v sindrom izgorelosti, kot posledica neke izpostavitve stresu. Cinizem bi recimo bil to, da bom jaz del te statistike, da bom umrl zaradi stresa, to bom zvedel šele takrat, če bom umrl, recimo ta cinična pripomba. Se pa pomanjkanje izčrpanje čustvenih virov, potem indiferentna ali pa odmaknjena stališča do dela se lahko kaže in pa pomanjkanje zadovoljstva v preteklih sedanjih pričakovanjih. Kje se pojavlja izgorelost, kolega je rekel, da ne premora nekdo goreti, da lahko izgori, se pravi, biti izpostavljen nekemu stresu. Nekako študije kaže največ prav ta odnosi med ljudmi in tisti poklici, kjer delajo z ljudmi, je večje tveganje za izgorevanje. Zdaj, kaj vzrok pa posledica včasih težko poiskati, kdo se bo morda tudi, ki je že bolj nagnjen k temu, da se bo ukvarjal tudi s problemi drugih, prej izbral tak poklic in bo imel potem večje tveganje za to, tako da tukaj ne gre enačiti samo poklica v izpostavljenosti stresu, temu pa tudi sama izbira poklica. Glede anksioznosti in učinkovitosti, zanimiva krivulja, malo anksioznosti, malo učinkovitosti. Malo večja anksioznost, več učinkovitosti, ker gre pa pretirana anksioznost, pa začne učinkovitost padati. Pred izpitom, dokaj je še daleč časovno, pa ni velikega stresa, je tudi zanimanje za učenje manjše, potem pa, ko se nek rok bliža, začnejo pač tele dejavniki stresa delovati in je motivirano za to, da bomo neko stvar opravili pač toliko večje. Če smo pač povsem preplašeni pod nekim hudim stresom ali da se že razvijajo neke psihične motnje na tem področju, potem je pa učinkovitost seveda zopet manjša. Motnje so lahko zelo različne, od teh, ki so direktno povezane s stresom, kot je recimo prilagoditvena motnja, pa do raznih anksioznih motenj, ki se lahko v tem pojavljajo. Depresija, različni dejavniki lahko vplivajo na pojavljanje depresije. Zakaj je depresija tako pomembna? Depresija ne le, da vpliva na trpljenje posameznika. Nekateri povejo, da bi bilo precej lažje, če bi kakšno telesno bolezen, celo raka recimo, kot pa to, da imajo depresijo.
ker kamorkoli pogledajo v prihodnosti slabo, v preteklosti slabo, zdaj pa tudi slabo, tako da ni še ni nobenega upanja, da bo kaj boljše. Povezave so znane, recimo tukaj par študij citiram, nočno delo, povečanje tveganje za depresijo, potem pa daljši delovnik poveča prav tako pojavljanje simptomov za depresijo in tveganje za razvoj depresije. Namenoma sem zbral eno študijo, ki ne samo, da so relativne povezave, ampak tudi absolutne številke so zanimljive. Boste lahko pogledali, v kateri državi je bila narejena. Po 3 mesecih so spremljali na novo prišle v razna podjetja in potem so gledali, kakšna je bila pojavljanje depresije, glede na to, koliko ur so opravili v enem tednu. Skupine so bile zelo zanimive postavljene, se pravi nad 100 ur tedensko, potem pa od do 80 ur kontrolna skupina je pa bila tisti, ki so delali do 60 ur na teden. Država je Japonska. Tako da zanimalo me, koliko jih je pa padlo v to skupino, ki so delali več kot 100 ur na teden, ni bilo tako en par, ki bi jih pozabili, recimo veliko podjetij, pa bi jih prišli čez teden iskati, ampak je bilo kar 7% takih, ki so delali več kot 100 ur na teden. In so imeli seveda tudi večje tveganje potem za razvoj depresije. Tam tele nad 100 ur so imeli okrog 7krat večje tveganje, da so razvili depresijo. V relativno kratkem času, pred 3 mesecev. Ja, kaj je še problem pri depresiji? Depresija je psihična motnja, katero je Svetovna zdravstvena organizacija prepoznala kot bolezen, od vseh bolezni, tisto, ki še sedaj v svetovnem merilu predstavlja največje breme za družbo, tudi za posameznika. Druga težava pa je samomorilno vedenje, ki je povezano z depresijo. Največ ljudi, ki umre zaradi samomora, je imelo v času smrti depresijo in tudi obratno, prav osebe z depresijo, najpogosteje vsemi psihičnimi motnjami umrejo zaradi samomora. Tule so podatki iz Eurostata, ki je Slovenija tam na drugem mestu po koeficientu samomora, to je število smrti zaradi samomora na 100.000 prebivalcev na leto. Vsi kdaj zamenjamo to mesto, ampak nekje tam se nahajamo. Tule smo zbrali s kolegi podatke še širše, ne samo za Evropsko unijo, ampak tudi za del, ki pripada bolj vzhodnemu bloku, teh podatkov ni bilo moč dobiti. Na levi strani vidite podatke o smrti zaradi samomora pri moških. Koeficienti so višje, tam nekje 3 do 4 krat pogosteje moški umrejo zaradi samomora kot ženske. Tukaj pa podatki za koeficiente za ženski del populacije. 29 držav smo vključili ekonomske koeficiente samomora, potem pa razne ekonomske dejavniki, ki so bili dostopni za vse države, od nezaposlenosti, BDP-ja, letna gospodarska rast, inflacija in podobno. In pa pogledali smo za čas pojavljanja prejšnje ekonomske krize. Kot vidimo, tule koeficient samomora je padal, potem pa nekje že nekoliko pred samo začetkom ekonomske krize se je ta trend upadanja ustavil in začel se postopno povečevati. V različnih državah po različnih krivuljah. Slovenija je žal po TLC krivuljih. Potem se pa da pogledati, s čim je bilo povezano te dejavniki za posamezne države, za nekaj detajle v sledi spuščal, ampak Slovenija z različnimi dejavniki. Korelacija med koeficientom samomora in vsemi ekonomskimi dejavniki, razen BDP na posameznika pri moških, pri ženskih pa korelacija z nezaposlenostjo. In pa zanimiv ta porast pred samo ekonomsko krizo, ko se je gospodarstvo zgleda že pregrevalo. Tudi v Sloveniji so razlike med posameznimi statističnimi regijami glede koeficienta samomora velike. Vidimo tudi skoraj dvakratne. Tule smo gledali različne dejavnike, dobro, med njimi prav stopnja nezaposlenosti, tista, ki najbolj izstopa.
Če gremo tudi na osebni nivo, to je podatki, ki smo s kolegom pridobila s psihološkimi avtopsijami, to pomeni, da se pogovarjamo s svojci žrtev samomora in poskušamo za nazaj ugotoviti, kaj so bili tisti dejavniki, ki so privedli do, seveda ne samo zaradi nekega dejavnika, ampak skupno do samomora. Vidimo, da smo v primerjavi s kontrolno skupino, ki so bili svojci študentov psihologije, to je zelo fajn skupina, ker je to dostopna. Se vidi, da so recimo 10% ljudi, ki so umrli zaradi samomora, so izgubili službo v zadnjem mesecu, neuspeh na delovnem mestu pri 1/3, finančne težave pa nekaj 1/4 v mesecu pred samomorom. Zdaj, ni samo, da ekonomske razmere vplivajo na duševno zdravje, tudi obratno je res. Tukaj smo pogledali po evropski metodologiji, kakšni so bili stroški v Sloveniji za leto 2010 zaradi različnih bolezni osrednjega živčevja, tako nevroloških kot tudi zaradi psihičnih motenj. Kot vidimo, tukaj dol najbolj izstopa prav motnje razpoloženja, kamor možno sodi tudi preomenjena depresija. Tam nekje ocena skupnih stroškov 2,4 milijarde evrov v enem letu v Sloveniji. Če se to malo preračunate, vidite, koliko je to v skupnih stroških. Če povzamem in zaključim s tem, se pravi, daljši delovnik lahko vpliva na tveganje za izgorelost, večji stres, kot je negotova oblika zaposlitve, kar so različne študije pokazale, poveča tveganje za depresijo, brezposelnost pa tveganje neposredno za samomorilno vedenje. Tako da, hvala za vašo pozornost. Torej, lep pozdrav, hvala za vabilo. Moja predstavitev bo malo drugačna. Bom v bistvu zaključila z skrajšanim delovnim časom. Pa mogoče povedala za začetek, da sem samostojna raziskovalka. Moji projekti so vezani na teme, kot je spremljanje javnih financ. Znotraj tega sem se odločila, da sem v bistvu analizirala slovenski javni dolg. Ti projekti so projekti Evropske komisije. Znotraj v bistvu samega razmišljanja o dolgu in njegovega analiziranja me na drugi strani poleg javnega dolga tudi zanimala v bistvu prezadolženost gospodinjstva v Sloveniji. Hkrati po obe teme v bistvu nekako mislim v bistvu razvojno. Pač sem politologinja in sem magistrirala v bistvu iz razvojnih študij, kar zame pač pomeni, da mislim družbo, ekonomijo in okolje vzporedno, če je le mogoče, kar pa mi v bistvu omogoča tako imenovana platforma odrasti. Platforma jo imenujem zato, ker v bistvu združuje različne ideje, teorije, hkrati pa tudi funkcionira kot neko gibanje, torej družbeno gibanje, ki se je sicer začelo 2000-2001 v Franciji in se je pač potem počasi tudi preko mednarodnih konferenc znanstvenih, ki potekajo na 2 leti, dejansko ukrepilo tudi za neko znanstveno skupnostjo in z različnimi kampanjami v bistvu da dan danes. Tam danes tudi vstopa v nek politični prostor. Lansko leto je bila tudi v bistvu mednarodna konferenca v Evropskem parlamentu, ki so jo podprle vseh 5 večjih političnih skupin Evropskega parlamenta. Naslov konference je bil sicer bolj politično korekten, kakor je v smislu odraz, ki je nek radikalen termin, ki tudi namerno malce provocira. Je bil naslov konference v bistvu kot post-growth, post-rast. Torej, v bistvu jaz želim razmišljati, oziroma ko razmišljam o odrasti, nekako želim nagovarjati sistemske krize, torej krize, ne vem, prezadolženosti, v bistvu nek vzpon populizma, fašizma, na drugi strani se zavedamo, da obstaja neka energetska kriza,
in v bistvu, kako se lahko neke take kompleksne stvari v bistvu naslovijo. Tle v bistvu vas moram razočarati, da tukaj ni enoznačnega in enega odgovora. Tudi zato v bistvu, ko sem govorila z Lukom po telefonu, sem rekla, da pač nisem ekspert za delavska gibanja, ampak v bistvu je to, recimo, skrajšani delovnik je v bistvu ena od skupka idej, ki bi pač lahko pripeljala do neke bolj trajnostne družbe, ki bi zmogla živeti znotraj planetarnih okoljskih v bistvu omejitev, ki jih zelo dobro poznamo in hkrati se tudi zavedamo, da sama družba kot taka, tudi kot ljudje, družbena razmerja imajo pač svoje omejitve. Tako da iz tega vidika v bistvu nekako, ko gledamo v bistvu nekako recimo nek delavski in na drugi strani okoljske boje, je danes to definitivno postaja pač zelo aktualna nova povezava oziroma bi moralo obstajati neko novo sodelovanje, ki ga recimo lahko tudi tako zelo klasično simbolizirata dve gibanji in eno recimo poznamo v Franciji, ki zelo vztraja in se mu reče rumeni obči, in na drugi strani v bistvu Greta, ki posebla mlade ljudi, ki dejansko opozarjajo na to, da jim bo zelo verjetno njihova prihodnost odvzeta, ravno zaradi v bistvu podnebnih sprememb, ravno zaradi v bistvu okolja, ki postaja čedalje bolj neprijazno in istočasno se tudi v bistvu na nekem nivoju naš čas izteka. Ker razmere lahko pač postanejo tako ekstremne, da v bistvu tudi ne bo več primerno za življenje za človeka. Tle mi je bila v bistvu fina knjiga, ki je v bistvu izšla pred kratkim, Prizemljitev od Bruna Latourja, ne vem, če pač poznate. Tukaj se mi zdi pač na njega bi pozorila ravno zdaj, ker v bistvu on govori o tej novi dobi, antropocenu, torej novi geološki dobi. Ne vem, koliko pač poznate ta termin. Antropocen načeloma je pač priznan se strani znanstvenikov, različnih geologov in tako naprej, kot doba, ki se je začela z recimo nastankom jedrskih poskusov, oziroma z nekimi vplivi človeka na okolje, ki v bistvu niso več povratni. In to naše posredovanje oziroma naš vpliv na okolje, na planet je v bistvu takšen, da dejansko si pač zaslužimo svojo geološko dobo, ki se pač imenuje antropocen. In tle v bistvu Bruno Latour kot filozof sprašuje, torej, če živimo v novi geološki dobi, ali je potem tudi smiselno in primerno, da v bistvu govorimo tudi o neki novi političnosti oziroma o novih politikah. In v bistvu jaz to novo politiko oziroma novo političnost razumem kot nek nagovor, neko iskanje v bistvu odgovorov na te sistemske krize, ki se pojavljajo, sistemske krize, ki so ravno tako v bistvu družbene, gospodarske, ekonomske, pač tudi finančna kriza, je pač del tega, in v bistvu na drugi strani pač okoljska kriza, ki definitivno se pač povezuje tudi z energetsko krizo in tako naprej in z masovnim izumiranjem bioloških vrst in vsega tega. Hkrati pač v času, ki pa živimo danes, pa nekako je občutek, oziroma vlada nek občutek, da dejansko gre pa za nekako popolno ignoriranje tega stanja. Jaz pač to poimenujem pač politika nojev, torej hkrati vemo, da nam znanost ponuja dejstva, ki so zelo kritična do našega načina življenja, ki v bistvu nam v bistvu onemogoča recimo nekim prihodnim generacijam tako življenje, kot ga imamo mi, torej ali je to okolje, ali pa tudi na drugi strani, če pogledam malo iz družbene perspektive, tudi vprašanje, če bomo mi oziroma tudi generacije za nami imeli recimo pensije. Tako da v tem smislu gre za neke take razmisleke in hkrati v bistvu razmisleke, ki definitivno kontrirajo tako imenovani tini, torej there is no alternative, kajti sama odraz dejansko ne samo, da v bistvu gre za neko
kritiko obstoječega sistema, ki temelji v bistvu na gospodarski rasti, ki negativno vpliva na družbo in okolje, ampak v bistvu dejansko je tudi išče neke v bistvu alternativne politike, alternativne odgovore, ne? Tudi prakse. Torej, gospodarska rast, ki je v bistvu nekako v jedru samega razmišljanja od rasti, dejansko se prepoznava kot trenutno najpomembnejši gospodarski cilj vseh držav. Tudi vsi politiki, ki kandidirajo, načeloma kandidirajo z obljubo večje gospodarske rasti, kar pa je definitivno na planetu z omejenimi naravnimi viri praktično nemogoče. In zaradi tega želimo, v bistvu, da se nekako to razmišljanje presega, torej da se presega ta, lahko bi rekla temu, tudi civilizacijska dogma. Dan danes se v bistvu zadolževanje, oziroma dan danes se gospodarska rast ohranja v bistvu umetno, torej z ohranjanjem zadolževanja, z v bistvu nižanjem okoljskih standardov, na drugi strani z nižanjem sredstev za socialno varnost in z recimo podaljševanjem delovnega časa. Tako da, mogoče bi samo še omenila neko krajšo, zelo kompleksno raziskavo, ki pa je šla pred kratkim. In sicer v 2018 je šla raziskava univerze v Angliji, sicer univerze v Leedsu. To je v bistvu bila tudi prva taka raziskava in se mi zdi, da je tako zelo pomembno, da je tle tudi omenjena, ker v bistvu sama raziskava je primerjala okoli 150 držav. In naslov raziskave je v bistvu dobro življenje za vse znotraj planetarnih meja. V bistvu se izkaže, da med vsemi temi 150 državami na svetu niti ena ne zadostuje hkrati v bistvu 11 določenim 11 socialnim kazalnikom in na drugi strani v bistvu določenim 7 biofizičnim kazalnikom. Torej, če v bistvu neka država že slučajno, kot recimo Slovenija oziroma večina evropskih držav, ki so v tem grafu, že izpolnjuje neke večino socialnih kazalnikov, to pomeni, da jim gre toliko slabše na drugi strani, torej biofizičnih kazalnikov in obratno. Nekako je presenetilo recimo v tem grafu to, da najbolj se je udeležila sicer država, Vietnam, in na drugi strani, ko so gledali v bistvu kot neke napovedi za naprej, v naslednjih 5-10 letih se je najbolj v bistvu obnesla Kostarika, mogoče čisto za zanimivost. V bistvu zdaj pa mogoče, zakaj je nekako pomembno, saj iz vidika odrasti dejansko razumeti rumene jopiče in Greto, oziroma družbo in okolje in ekonomijo hkrati, in tudi ko v bistvu razmišljamo o skrajšanju delovnika. V bistvu odrast izhaja iz tega, da družbeni odnosi, predvsem kvalitetni družbeni odnosi, zahtevajo veliko časa. In v bistvu dolgi delovniki, oziroma delovniki, ki ga imamo danes, v bistvu zmanjšujejo naš prosti čas. In v bistvu hkrati povečujejo, tudi raziskave kažejo to, da povečujejo obseg neke naše pasivnosti, ravno zaradi izčrpanosti, in v bistvu se povečuje obseg gledanja televizije in pa v računalnik. V bistvu ta čas, torej prosti čas, je za odrast zelo pomemben, ravno zdaj, ker v bistvu s prostim časom ne samo to, da v bistvu mi lahko počnemo, kar se nam zljubi na nek način, če to tako vzamete, ampak predvsem je mišljeno to, da tudi v bistvu bi prihajalo do nekega večjega sodelovanja, do nekega večjega grajenja medsosedskih ali medgeneracijskih, definitivno vse splošno družbenih odnosov, ki pa lahko vodijo v neke v bistvu pomembnejše razprave, predvsem razprave o neki prihodnosti in pa definitivno sodelovanje pri tudi nekemu demokratičnemu upravljanju, ker ko naenkrat imamo več časa,
nas dejansko lahko tudi začnejo stvari zanimati, ne samo za branje knjig, ampak tudi v smislu neke aktivacije, kar pa danes smo v bistvu delovni čas, kateremu podrejamo dejansko naše življenja, v bistvu nam to definitivno onemogoča. Mogoče bi omenila kot zanimivost, da je bila 2013, da je OECD naredila raziskavo z naslovom Could Working Class Reduce Pressure on Environment? In v bistvu se je izkazalo, da države z manj delovnih ur, torej pač to je bila primerjava teh OECD držav, ki same in gledane so njihove pač povprečne ure, koliko je pač teh delovnih ur na državo. In tiste z manj ur so imeli v bistvu nižji ogljični izpust, torej manjši ekološki odtis. In hkrati te iste z manj ur proizvajajo manj od svojih nekih proizvodnih zmogljivosti, kar pa definitivno jih pelje bolj v to smer, da so v bistvu ostajajo bližje planetarnim omejitvam. To še ne pomeni, da so znotraj tega, ampak definitivno so bližje temu. In v bistvu na drugi strani, ravno za tega prostega časa, torej povečanega prostega časa, gospodinjstva sama v bistvu se začnejo ravnati veliko bolj trajnostno. To se pozna recimo že pri pripravi samih obrokov, same hrane, zato ker dejansko recimo za samo neko aktivacijo, torej, bom tako rekla, lahko so to urbani vrtovi, lahko so to neke gredice okrog naših sosesk, oziroma tudi imamo lahko lastno vrt. Torej, dejansko prosti čas omogoča neko večjo aktivacijo, bom rekla, ki je bolj nagnjena k nekemu zdravemu življenju, ki v bistvu nam ga lahko sprosti ta luksus več časa, ker si to lahko privoščimo. Kajti v bistvu, ko imamo pač manj časa, takrat jasno smo nagnjeni k hitri prehrani, ker imamo manj časa, večkrat se pokličemo halo pizza, ker pač imamo manj časa in to so čisto tako v bistvu osnovne stvari, prehranjujemo se pač recimo vsak dan in v bistvu hrana je res zelo pač pomemben element, tudi ko govorimo o stresnih situacijah, pač definitivno pač hrana je neka zelo važna stvar. Tako da v bistvu s tem, ko se obnašajo gospodinjstva lahko bolj trajnostno, ponovno pridemo do tega, da je to nižji okoljski odtis, in v bistvu tudi, tako kot je že pač rečeno, to se tudi pozna na sami recimo neki mobilnosti ali na delovno mesto, oziroma ko imamo mi več časa, se raje recimo uporabimo javni prevoz, raje se sedemo na kolo ali pač gremo peško, da se recimo sedemo v avto. Mogoče bi samo še glede tega v bistvu samega, se bom zaključila, torej okrog tegale skrajšanega delovnega časa bi mogoče samo še podarila to, da v bistvu sama paradigma od rasti, ko govori o skrajšanem delovnem času, tudi hkrati poudarja, da v bistvu je potrebna tudi na drugi strani neka, se imenuje brezpogojna podpora za neodvisnost, torej to ni samo denar izplačan v valuti, ampak to tudi pomeni pač v bistvu nek dostop do javnih dobrin oziroma storitev, jasno v nekih zdravih razumskih merah. In na drugi strani se zavzema za minimalni, hkrati tudi maksimalni dohodek, maksimalni dohodek predvsem iz naslova prekomernega trošenja, prekomerno trošenje, ne samo CO2 emisij, ki pač pomenijo v sami proizvodni in prometi v bistvu večje izpuste, ampak tudi večjega trošenja v smislu smeti, ki jih se potem samo potrošniška družba, ki jih proizvaja, in omejitev maksimalnega dohodka tudi na račun večje egalitarnosti družbe. Tako da v bistvu jaz bi mogoče s tem zaključila. Zdaj bi pa jaz predstavil naslednjo zadevo. V bistvu na izvršnem odboru smo se že pred današnjim dogodkom
pogovarjali o tem, kako priti do nekih političnih zaključkov današnje razprave in smo vnaprej pripravili nekaj sklepov, ki bi lahko pomenili nadaljevanje na drugih ravneh. Pač naša politična stranka nima samo prostora, da se na mestih kot je tole pogovarjamo, ampak lahko pač z nekim političnim poseganjem, pač lahko rečem, tudi malo včasih drezamo pač v prostor, pač lahko dobimo, lahko sprožimo javne razprave skozi medije z različnimi interesnimi skupinami, od sindikatov, gospodarske zbornice in drugih, ki so v to upleteni. In bi predlagal, da se za začetek danes mi pogovorimo o naslednjih sklepih, koliko so smiselni, pol pa če pač presodimo, da so, jih nekako začnemo izvajati kot politične usmeritve naše stranke. Zdaj prvi tak sklep je, da je po mojem najbolj zdravorazumski, da bo Levica pripravila ukrepe za omejevanje nadurnega in prekomernega dela v Sloveniji. Trendi, danes ste videli, so precej jasni. Eva je govorila o 375 milijonih evrov letno, ki gre samo iz Zavoda za zdravstveno varstvo, letno za bolniške dopuste. Ta zavod tudi poroča o enormnih povečanjih. Zadnja leta na RTV-ju sem zasledil podatek, da se je v zadnjih 5 letih ta strošek povečal kar za 150 milijonov letno. Glavni razlog pa je to, kar sem že na začetku govoril in o čemer poroča Zveza svobodnih sindikatov, da kar 70% ljudi pri nas dela bistveno več od predpisanih 40 ur. Vmes sem zdaj tudi prejel SMS od enega sindikalista, ki pravi, da ni navdušen na današnjo razpravo in ravno zaradi tega, ker pač vidi problem drugje, to je, da je treba najprej skrajšati delovni čas na predpisanih 40 ur, preden se lahko pogovarjamo o 30 urah kot kao nekemu privilegiju. Zdaj se s tem ne strinjam, mislim, da je to lahko sočasno, ampak kot prvo zadevo bi smiselno to predlagati. Tudi Peter Pregel je zelo jasno pokazal, da vidni in nevidni stroški, ki jih povzroča stres na delovnem mestu, zgorelost, depresija, povzročijo družbenega stroška kar za 2,4 milijarde letno. To je podatek za leto 2010, zdaj verjetno še hujši. Drug sklep bi bil, da bo Levica kot prehoden ukrep pripravila predlog za dopustitev skrajšanja delovnika na 30 ur tedensko. To pomeni, da dopustimo, da je lahko nekdo zaposlen za poln čas 30 ur, ne bo to obvezno, bo pa dopuščeno. S tem odgovarjamo v bistvu na to, kar je Matej Feguš na začetku upozoril, namreč on, če želi pač svoje zaposlene zaposliti za 30 ur, bi jih moral po zdajšnji zakonodaji zaposliti za skrajšan čas, kar pomeni, da jim počasneje šteče delovna doba, kar pomeni, da nimajo polnih prispevkov za pokojninsko, zdravstveno, socialno varnost. In zato bi bilo smiselno, da se zakonsko, zdaj imamo predpisan, da mora biti za polni delovnik 36 do 40 ur, skrajša, da se dopusti 30 ur kot polni delovni čas. Na ta način bi v bistvu čisto zakonodajno pač podprli iniciative, kot je ta podjetje Donar, se pravi, da nekako podpremo pionirje skrajševanja delovnika na 30 ur, in damo zakonsko možnost, da to počnejo in da hkrati tudi pač sami svojim zgledom pokažejo drugim delodajalcem, da 30-urni delovnik ni utopija, ampak je nekaj, kar je povsem pač gospodarsko izvedljivo. Tretji sklep, ki bi ga predlagali, je, da bo Levica pripravila predlog za uvedbo sabatnega dopusta po francoskem zgledu v Sloveniji. To se sliši malo eksotično, gre pa takole. V Franciji imajo posebno socialno pravico, ki se ji reče sabatni dopust oziroma sabatno leto. Pomeni pa, da lahko zaposlen, ki ima vsaj 6 let delovne dobe in vsaj 3 leta dela v neki firmi, vzame od 6 do 11 mesecev pač prostih, nimo zato treba navajati nekega posebnega razloga, lahko je to recimo pač nek osebni projekt, lahko je to neko izobraževanje, lahko pa enostavno po 6 letih dela ugotovi, da bi, ne vem, začel z neko drugo karierno potjo in si bo vzel par mesecev za to, da se preusmeri. Tam imajo pač to uveden kot posebno socialno pravico. Zasledili smo tudi, da neke
leve stranke po Evropi podobno stvar zagovarjajo, predvsem Die Linke se zavzema za plačan sabatni dopust. Mislim pa, da bi imela ta zadeva pozitivne učinke tako na zaposlene, ker bi jim dala več osebne svobode, se pravi, ni več eno življenje, ena karierna pot, ampak imaš lahko vmes prekinitve in si premisliš in greš delati kaj drugega, če pač ne uspe, se pa lahko po 11 ali pa 12 mesecih vrneš nazaj na staro delovno mesto. Lahko si v bistvu vzameš tudi pač tisto leto prostor za potovanje, za pač nek osebni projekt. Po drugi strani pa to dobro za mlade, ker če si predstavljate, da imamo javno upravo, kjer ljudi koristijo ta sabatni dopust, pomeni, da za vsakega, ki to izkoristi, se odpre pač za tisto leto eno delovno mesto, ki ga lahko nekdo, ki bi mu prav prišle izkušnje ali pa neka referenca, da je delo na nekem pač položaju, v nekem velikem sistemu, pač lahko dobi to delo za ta čas, oziroma če se tisti, ki koristi sabatni dopust ne vrne, se pa lahko tam tudi zaposli. Tako da mislim, da bi tudi nekoliko izboljšalo družbeno mobilnost v tem smislu. Četrta zadeva, ki jo predlagamo v razpravo, je, da si Levica na ravni EU prizadeva za uvedbo splošnega skrajšanja delovnega časa na 30 do 32 ur tedensko in podoben je peti sklep, se pravi, da si bo Levica tudi v Sloveniji prizadevala za tako skrajšanje. To je tako, kot je rekel Jože Pedamjan, to ni politika, ki jo lahko uvedemo jutri, to je politika, ki jo lahko uvajamo postopoma in v nekem pač doglednem času, v 10 letih. Je pa, če se vrnem na tisto tabelo, ki jo Jože kazal, pač delovni čas je skozi nek družbeni dogovor. Videli ste, da je bil na začetku standard 16 ur na dan v tisti zgodne kapitalistični Angliji, potem se je postopoma skrajševal do druge svetovne vojne na današnjih 40 in zdaj imamo v bistvu neko bitko, ki jo načinjajo razna progresivna gibanja in tudi nekatera podjetja za 30-urni delovni čas. Tako da mi bi predlagali, da se pač ta tema začne odpirati tako na evropski ravni kot v Sloveniji. Razlog je, če lahko rečem, danes je Puigdemont, poznatega kot vodjo neuspele katalonske ustaje, rekel, da kljub temu, da je v Španiji zdaj preganjan, ampak mislim, da na azil v Belgiji, pač je rekel, da je Evropa še vedno najsvobodnejši konec sveta, ampak vsi pa vemo, da imamo hude pritiske tako z vzhoda, Kitajska in tako naprej, ki prihaja z nekim avtoritarnim modelom, ki je tudi delom bistveno bolj trd kot Zahoda. Američani delajo bistveno dlje in več kot delamo Evropejci, da je treba to braniti. In ideja Levice je, da bi morala Evropa postati špica v svetu po tem, kakšne demokratične standarde imamo, koliko skrbimo za okolje in ne nazadnje, kakšne standarde uvajamo glede dela in koliko prostega časa in svobode ljudem dopuščamo. In pa potem še zadnja zadeva, to so pa naši strokovni sodelavci, predvsem Dan Juvan, ki tudi danes tukaj našel. Pri nas je po trenutnem zakonu mogoče problematično tole, da je predpisano, da delavc v 7 delovnih dneh oziroma v 7 dneh mora imeti samo 24 ur prekinitve dela oziroma počitka, kar pomeni, da v bistvu lahko delaš 6 dni na teden vaš čas in moraš po zakonu ti mora delodajalec garantirati samo en dan fraj. To je problem predvsem v gostinstvu in podobnih panogah, tako da mi bi predlagali, da se teh 24 ur razširi na 48, se pravi, če delaš v soboto, ti potem mora delodajalec dati prost ponedeljek, s čimer bi verjetno precej olajšal položaj ljudi, ki delajo v panogah, kot je gostinstvo, turizem, trgovina in podobno, kjer vemo, da so lokali in trgovine pač odprte vse dni praktično zadnje čase. Toliko evo za začetek razprave.